Kaj ne rečemo, kapo dol. Tako da Bukovca slovi danes. Kmalu lahko pozdravimo tudi Žana Kranjca, srebrno olimpijsko medaljo in vse, ki Žana spremljajo. Verjamem, da bo prišel nasmejan. Kdo bi po tolikih dneh ne prišel nasmejan domov?
špilamo, domov še ne gremo. Žene se kregajo, zastonj nas čakajo. Na današnji dan, enkrat se živi. Pisem naj naša izbriše vse skrbi. Zato pa zapojmo vsi, tra-la-la, občasa veselja. Še konec dni, domov se ne mudi. Na zdravje! Gospe in gospodje, dragi družba, z nami je Žan! Z nami je Žan! Srebrno kolajno iz in jo prinesel Žan, lep dober večer, dobrodošel. Zdaj bi lahko imeli dolg intervju, če bi vsak zastavil eno vprašanje. Te ne izpustimo dolgo in joj, te pa srebrni olimpijec, prav da ostanemo kar na vis tako športno eminenco, ki prihaja iz Pekinga. Lahko pa bi bilo čisto in povsem dovolj, če bi rekli samo Žan. Iskrena hvala za vse trenutke zmagoslavja, ki smo jih doživljali, tudi vsi tisti, ki smo spremljali prvo, drugo vožnjo, vse te dni na kavču, ki smo bili ponosni, da smo bodi si vodiških korenini, bodi si vodičani, bodi si iz Bukovce doma, iz Repanj, ki smo Slovenci, ki navijamo za slovenske športnike. Žan, iskrena, hvala lepa. Hvala tudi vam, da ste navijali, podpirali in da ste se v toliko lepem številu tukaj izbrali, da ste prišli me pospremiti, pogledati in sem vam zelo hvaležen. Hvala. Kako bi krajajo slovenske zastave? Tole, dragi Žan, je bilo videti v nedeljo, tisto srebrno nedeljo, od jutra do večera, pred vašo hišo, po slovenskih krajih, tako je vihrano. Na Kitajskem so bile zastave drugačne, srce je bilo slovensko. Žan, mi, ko bomo pomislili na Peking, bomo pomislili na Žana Kranjca. Ko bo Žan pomislil na Peking, bo pomislil pa na kaj? Na srebrno kolajno v prvi vrsti. Na srebrno kolajno, in to je tisto, kar nas bo povezovalo. Na njo bomo pomislili tudi mi. Z vseh koncev športnega in drugačnega sveta so prihajali čestitke. Mislim si, da verjetno še niste mogli prebrati vsega, kar je vrvelo v teh dneh po družbenih državnih omrežjih. Srebrni olimpijec, ki je 38 let čakal na naslednika, Jure Franko, je dejal, Žan, da se šele zdaj začenja vaša drugačna pot in da vas bo to srebro vse življenje spremljalo. Pa se tega zavedate? Sigurno se zavedam, da me bo do neke mere tudi srebrna kolajna spremenila tudi moje življenje, karkoli. Sigurno bo vedno z mano, vedno v mojem srcu in sem zelo vesel in ponosen na svojo srebrno kolajno. Veseli ponosni smo mi! Žana Kranjca na srebrno odličje, prigorjeno, prigorano, zveti in prismučeno v Pekingu. Žana, se zavedate, da ste zdaj stopili v čas, ko boste imeli
322 sošolcev iz vrtca, najmanj 240 sošolcev z osnovne šole. To zdaj vsak govori, seveda Žan, vidva smo bila sošolca, mi smo sosedje, to je sosedov v Bukovc, sosedov v Repnah, to so taka naselja. Zdaj bo verjetno drugače iti tam, ne vem, Grgan, tu trgovino, kot Žan Kranjc. Ja, verjetno vsaj nekaj časa bo iti malo drugačno. Ja, jaz bom še vedno z veseljem šel v trgovino ali pa po kakšni vaški ulici v Ditek. Kakšni so pa zdaj načrti recimo za zelo bližnjo prihodnost? Za ne vem, za ta teden, za ta mesec, za tisto, kar je najbližje? Zdaj, danes, jutri imamo še nekaj sprejeme, verjetno kakšni novinarji, potem pa že nazaj na trening, ker imamo za vikend že tekme v Garmišu, tako da zdaj ne bo veliko časa za kakšno pauzo, ampak ja, potreba je nazaj na delo, do takrat pa še malo podoživeti kolajno, kakšen sprejem narediti in tako. A bo na svetovnem pokalu prvič nastopiti kot olimpijski podprvak breme ali dodatno veselje? Pač vse zdaj imamo slalomsko tekmo, kar je vseeno malo drugače, nisem pač lih med favoriti. Na veleslalomu pa pač sigurno zdaj sem spet po nekem času spet dokazal, da sem lahko med najboljšimi in verjetno tudi in konkurenca in kakšni drugi bodo še bolj računali na mene, ampak ja, jaz sem pa dobil spet en potrditev zagon, da se borim lahko z najboljšimi in upam, da bom to pokoristil v mojo korist. Žan, je bilo po tisti veliki, mrzli, drugačni Kitajski lepo videti domače kraje že iz lokala? Ja, sigurno. Kar nekaj časa sem bil na Kitajskem, večinoma je bilo tudi mrzlo vreme, pa tudi vedno se rad vrnem v Slovenijo, v domače kraje, tudi če samo za kakšen dan, vedno rad prijem domov, tudi malo toplejše vreme, kar mi zdaj paše in ja, sem zelo vesel. Jaz vem, da domači, sosedje, prijatelji, znanci so vedno veseli, pa tudi če je zran Žan, samo za kakšen in droben dan doma. Ko smo se pripravljali na tole srečanje, na tale sprejem, na tole množico in na ta lep večer, imam že kar lep del popoldneva za seboj, z veseljem in glasbo smo se pripravljali na to, da srečamo Žan vas pa vašo ekipo. Sem tam za kulisijo in kadarkoli sem stopil, slišal dve stvari najpogosteje. Prva je bila, joj, tole bo velika stvar, veliko ljudi, pa kako živahno bo to, pa kolikšne pozornosti, saj Žan je pa tak miren, pa se kar umika, ampak tega ne bo verjetno vesel, to je bila ena stvar, ki so jo vsi izpostavili, to vašo skromnost, druga pa oče Janez in to veselje, da se gotovo zdaj ne veseli z nami in tisti, ki so bili pri organizaciji zraven, so rekli, da je tole malo tudi zanj, veliko zanj. Žan, povejte, a ste bila povezana v teh dneh olimpijskih iger, je bila misel pogosto tudi pri očetu, ki je zaznamoval sezono, ki je za vami? Ja, jaz se prepričam, da tudi oče, da bi bil oziroma je ponosen na moje olimpijske igre, na mojo kolajno in tudi on, ja, sigurno bi bil vesel, da si naredila takale žurka po eni strani in ja, sigurno so tudi pomislil na njega ob tem uspehu, vem, da bi bil zelo vesel in ponosen, tako da tudi sigurno je to za njega. Žan, še enkrat iskreno hvala lepa, pa ne bo aplavz, zdaj je tudi zanj in za vsa odrekanja, verjamemo, v minulih letih, desetletjih, v tem trdnem športnem delu. Človek doma, kot rečeno, pred kavčem vidi samo take bleščeče trenutke. Žan, hvala lepa tudi za vsa leta garanja, odrekanja, hvala lepa. V imenu vseh, ki smo danes z vami, v imenu vseh tistih, ki bodo slišali, kako smo tule vpili, da je bil z nami Žan, ki je prišel direkt iz domov kako krasno nam gre, kot Žanu v drugi vožnji znamenitega veleslaloma, ki nam bo ostal v spominu za vse čase, ostal v spominu. Res še enkrat, Žan, iskrena hvala lepa in zdaj bi radi, da v imenu vseh zbranih in tistih, ki so zdaj v mislih z nami, seže v roko in reče hvala lepa tudi županu občine Vodice, povabim Aca Šuštarja, zdaj, da bo on povedal, kje je bil tisto nedeljo, kaj je počel in kakšne so njegove misli o tem imeti srebrnega olimpijca v zdaj srebrni občini Vodice. Povabim župana, gospoda. Hvala lepa. Drage dame in gospodje, wow, tole nas je 1000 ali pa 1500 ali pa 2000. Žan, veliko veselje in čast mi je, da sem danes tukaj s tabo, skupaj s tvojimi prijatelji, ki so te pričakali, s tvojimi sosedi, krajani, sokrajani, ljudi iz vseh koncev Slovenije so prišli
In v imenu občine Vodice, v imenu vseh, ki jih poznaš, ki jih ne poznaš, v imenu cele Slovenije, v mojem imenu in seveda v imenu res prijateljev, ki so ti pripravili tole lepo zgodbo sprejema, ti iskreno čestitam za vse dosežke v tvojem življenju in za srebrno olimpijsko medaljo. Biti podprvak na tako pomembni tekmi, s tako fenomenalno zgodbo, ki si jo pokazal v drugem teku, si povedal, da si mož, na katerega bomo še računali in na katerega smo ponosni in z veseljem smo danes tukaj s tabo. Iskrene čestitke ti želim. Želim ti pa seveda tudi v prihodnosti, vemo, da tvoja karijera zagotovo ni končana, da je na vrhuncu, da se bojo dogajale lepe zgodbe, da si pripravljen maksimalno dobro in da bomo s teboj se veselili še nešteto let in verjamem, da v Milanu na naslednjih olimpijskih igrah imamo čudovit izziv biti ponovno s tabo. Res mi je veseljen čas, da smo tukaj, tako kot vsi, in dajmo Žanu en največji aplavz, kar ga je Vodice kdaj dalo komerkoli. Bravo, če mi pa dovolite, pa v imenu vseh vas, ki ste danes tukaj zbrani, čestitamo tudi ostali ekipi, ki je bila s toboj, vsem, ki so bili na olimpijadi, vsem slovenskim olimpijcem, če lahko tako rečem, čestitke vsem tistim, ki so pridobili kolajno, vsem tistim, ki so bili zaslužni, da so dobili kolajno, trenerjem, ostali spremljevalni ekipi in tudi tistem, ki jim je za las ušla, bom rekel, kolajna, ampak jaz mislim, da smo pokazali, kako velik narod smo v svetu, kako smo pomembni in kako smo uspešni in šport, kultura in prijatelji to dokazujemo. Čestitke ekipi, čestitke Žan, tebi, tvoji družini, tvojim sosedom, vsem skupaj še enkrat iskrene čestitke in jaz tukaj zaključim. Hvala! Hvala lepa, hvala gospod župan. Takoče je darilo, ki bo Žana spominjalo na ta dan, na današnji sprejem, pa seveda prenesenem tudi na srebrno odličje takih, verjamemo. Spominov je veliko in jih veliko tudi še bo. V nadaljevanju pa še en glasbeni spomin. Dragi Žan, torej zdaj bo skladba, ki so jo člani godbe Vodice priredili z drugačnim besedilom prav vam v čast in besedilom, ki upam, da ste ga na lističih, draga družba, dragi navijači, tudi dobili. Zdaj le, Žan, če ne bo dobro razumeti, pa samo ena kitica vnaprej za vas. Dragi Žan, lepo pozdravljeni domače vse ljudi. Danes kličemo ti hvala, nate smo ponosni vsi. Vsem ljudem po širnem svetu si pokazal, naj se ve, da za svojo domovino dal si dušo in srce. Z melodijo pa zveni še veliko lepše. Godba Vodice in vsi vi.
Bravo, godba Vodice, vodiška godba, ki je v drugi kitici Žan pa dejala z Kitajske, ti si vrnil se s kolajno k nam nazaj, čudovita je srebrna, za nas ima zlat sijaj. In to je že živa resnica, ki so jo mediji, pa tudi vsi, ki imamo šport radi, olimpijske igre in Žana Kranjca sploh ponavljali vse te dni od tiste nedelje. Verjamem, da se je ponavljalo marsikaj tudi v minulih letih, teh desetletjih, kot pravim, trdega garaškega dela, ki lahko pripelje do takega srebrnega leska. In pri takih rečeh je človek, verjamem, vesel, če ima koga ob strani, ki mu tudi pomaga. In zdaj bi vam rad v roke segel tudi pokrovitelj. Evo, Žan, ko si bil zadnjič pri nas v pisarni, sem rekel, kako lepo bi bilo, da bi se vrnil za odličjem. Evo, to se nam je zgodilo. Še enkrat, iskrene čestitke za to izvrstno medaljo. Želimo si samo to, da se to večkrat ponovi. Da ta oder, ki ga imamo spravili nekje, pa da bo... Zahvaljujem se v imenu vseh organizatorjev, prijateljev, sovaščanov, tako da, Žan, še enkrat iskrene čestitke, pa sezone še ni konec, mislim, da imaš dobro popotnico za zaključek, pa tako za naslednje leto in naprej. Evo, hvala lepa. Hvala lepa, gospod Švenc, hvala lepa. Lahko rečemo tudi, zdaj prijatelji takih uspehov, hvala lepa tudi za podporo. V teh časih res ni lahko tudi pokroviteljev ne iskati. Upamo, Žan, da bo zdaj lažje tudi po tej plati, ne z olimpijsko odličje potrkati kakšna vrata. In prosim tudi za pokroviteljstvo pri tako odmevnih rečeh. In zdaj ne bomo nadaljevali pri odmevnih tudi ljudeh. Prav je, da nocoj spoznamo moštvo, ekipo, ki spremlja Žanja Kranjca na vseh njegovih podvigih, ki je bila z njim tudi na olimpijskih igrah, ki se je vozila z njim naokrog, opazovali smo letalo, kako je pristalo, jih čakali in zdaj dočakali. Gospe in gospodje, najprej aplavz namenjamo odgovornemu trenerju, vodji ekipe, z nami je Klemen Bergant. Klemen, lepo dobrodošli doma tudi vi. Klemen, z Žanom sodelujeta zdaj že dolga smučarska leta. Tisti, ki spremljajo zadevo od blizu, vas imenujejo tudi za smučarskega očeta Žana Kranjca. Ampak zdaj ne, zdaj je pa lepo biti oče. So vmes tudi kakšni trenutki, ko se rečeš, no ja, ampak tole zdaj, gospod Bergant, povejte. Težko je povedati, odgovoriti na tako vprašanje. Z Žanom res dolgo časa sodelujeva in Žan je v bistvu smučarsko zrastel na res najvišji nivo in včasih imam res mogoče občutek, da sem njegov smučarski oče, samo težko karkoli povem drugega. V prvih izjavah, tako aplavz, Klemenu Bergantu. Gospod Bergant, v prvih izjavah, ki so dospele iz Pekinga v Slovenijo, takrat navdušeno srebrno Slovenijo, ste rekli, to je Žanova kolajna, res da smo ekipa, ampak to je bilo njegovo garanje, to je bila njegova vožnja. Pa vendar, koliko je v takem uspehu moštvenega duha? Smučanje je individualen šport, Žan ima predispozicije, on je talent, je priden, dolgo časa že zelo dobro trenira, tudi v svojih otroških letih v svojem klubu, novinar. In jasno, za vsako tako kolajno so tudi je pač ekipa oziroma vsi tisti, ki so v celi njegovi karieri delali z njemu, ne samo tisti, ki smo trenutno z njem. Je zelo veliko malenkosti, ki se mora poklopiti in če se te malenkosti ne poklopijo, pol se taka zgodba ne more zgoditi. Malenkosti in velike reči so se poklopile. Še enkrat aplavz Klemenu Bergantu, glavnem trenerju, torej sotvorcu, sooblikovalcu tega srebra, ki ga danes z veseljem sprejemamo in prav tudi častimo. Z nami je tudi Matjaž Požar, ki je trener serviser. Matjaž Požar, aplavz torej tudi za drugega člana ekipe, ki je z nami nocoj. Matjaž, dober večer, dobrodošli. Matjaž, trener, serviser, pred olimpijskimi igrami ste se odločili za to drzno potezo, lahko rečemo, pred olimpijado prevzeli v varstvo tudi smuči, potem preučevali ta čuden kitajski sneg, ki se sploh ne sprime, in smo videli, težko je narediti celo kepo iz teh umetnih zvarkov, ampak prepoznali ste pasti in dobre reči, da je bilo to zelo zahtevno. Povem po pravici. Lepo prosim. Ne, ni bilo zahtevno, kar smo se pač zmenili pred olimpijado, da smo naredili to potezo, se izkazali na koncu za dobro. V Kranjski Gori smo že začeli in
nastavitvami nadaljevali pa tudi na samih olimpijskih igrah, na tistem snegu, ker so imeli drugi velike probleme, ampak mi smo nekako našli to kombinacijo, ki je pripeljala pa do tega rezultata. Tudi za to kombinacijo zdaj le aplavz, hvala lepa, Matjaž Požar. Matjaž Požar je bil zdaj z nami in zdaj pozdravimo še trenerja Roka Šaleja. Rok Šalej. Tudi za Roka, tisti, ki so blizu zmagovalnega moštva, blizu tega srebrnega moštva, pravijo, da je nepogrešljiv član ekipe. V moštvu je zelo pomembno, da se člani dobro razumejo. Rok, a se dobro zastopite? Zelo dobro, zelo. Bolj se ne bi mogli. Potem, ko ste pristali, nismo pa še malo čakali, se tako dobro razumete, da ste šli potem verjetno še nekaj spit. Ne, to pa je bilo vse natempirano, da moramo pohiteti sem. Krasno, hvala lepa tudi za to. Vaš, recimo, najlepši utrinek, en tak spomin, ki bo ostal zavedno s Pekingom povezan. Prav vaš osebno. Ja, 100% ta srebrna medalja. Ostalo pa ne ostane med nami. Tako bo ostalo med vami. En aplavz za Roka Šaleja, čisto malo skrivnostnega, ampak to srebro je tisto, kar nas povezuje in z njim bomo povezovali Peking za vse dni naših spominov naprej. Matej Dormiš je fizioterapeut, ki je poskrbel za to, da je bil Žan tudi na srebrni dan, na tisto krasno, čudovito srebrno nedeljo pripravljen, kot je treba. Tudi zanj aplavz. Matej Dormiš. Matej, mi smo s kavča lahko opazovali strani novinarjev, ki so se oglašali pa poslušali o tem neznosnem mrazu, o vremenskih čudnih razmerah. Verjetno se tam, ne vem, zakrčijo tudi mišice. Mora biti fizioterapeut posebej pozoren zaradi vsega tistega globokega mraza, ki ga daje Kitajska. Ja, predvsem pomemben je na sami tekmi, da je dosti oblečen, hidracija, pa zelo suh zrak je bil tam, tako da smo to zelo opazili tudi med samim dnevom, da je veliko hidrerov, pa seveda tudi, da sva sproti delala stvari, kaj počneva. Verjamem, da se ekipa v celoti še in še dobro pripravi, preden gre na olimpijske igre, pripravi na Kitajsko. Pa vas je potem ob vseh pripravah, ob vsem, kar ste vedeli, na kar ste bili pripravljeni, kaj pa vendar presenetilo tamkaj? Predvsem ta mraz, v katerem se je govorilo, je bil pa seveda veter, specifične razmere, ampak to so itak že po televiziji veliko govorili o tem, tako da to predvsem. Hvala lepa, torej prav še enkrat tudi za Mateja Dormiša in vsem štirim, ki smo jih zdaj spoznali ob Žanu, tudi zanje seveda in droben spomin na tole naše srečanje, drobna zahvala v obliki take rožice, res to je bilo čudovito, krasno športno cvetje, ki smo ga bili mi deležni, postavili smo ga v vaze naših src, naših spominov. Gospod župan, lepo prosim, pa seveda varno v kakšnemu stisku roke tudi podžupana, gospoda Žigo Janežiča, da tudi ga ni, torej lepo pozdravljen nadaljavo. Mi pa bi zdaj radi zaploskali še tistim, ki so gotovo tistima dvema, ki sta najbolj srčno spremljala Žana v prvi vožnji, ki sta najbolj trpela med prvo in drugo vožnjo, ki ste bila gotovo tudi najbolj navdušena po tisti neverjetni drugi vožnji, ki smo jo prej v Visekih lahko samo na hitro videli in ki sta seveda tudi soodgovorna za to, da je Žan na taki poti, da vztraja in da je na njej tako izvrsten. Aplavz ne bo zdaj najprej namenjen mami Rebeki. Gospa Rebeka, dobrodošli. To zdaj je aplavz, ki je hkrati zahvala tudi za vaše gostoljubje tisto nedeljo, pa za vse nasmehe vmes, pa za dobro voljo in za seveda tole, kar je naveza, ki jo edino lahko vzpostavi mama s sinom. Iskrene čestitke, gospa Rebeka, ki ste, jaz ne bom nič govorila, jaz bom, če že moram, res mišljati jakaj, ampak a ste si tiste nedelje že kaj odpočili? Mislim, da je butek, da prej začnemo. To mislite vi, gotovo se bo reč še nadaljevala. Kaj pa vaš najlepši spomin, recimo teh dni, ampak tistega nedeljskega verjetno nič ne more premagati? Ne vem, to moram pa še premisliti. Časa bo dovolj za to. Še enkrat aplavz za gospod Rebeko. Kličemo pa seveda tudi brata Uroša. Uroš Kranjec, tudi Uroš je z nami nocoj, seveda, kako bi lahko manjkal na takem sprejemu. Uroš, dobro večer, živijo. Uroš, a so bile kakšne čudne sanje, recimo, pred tisto srebrno nedeljo? A si kaj sanjal o tem, da Žan stopa na kakšne štenge? A si kaj sanjal, kako visoko bo stopil?
Ja, sanjal sem zlata, ampak kakaj, tudi srebrne so v redu. Srebro kot zlato, aplauz tudi za Žana Kranjca. Žan, še tebi vprašanje odpočil, če si že mama ni odpočila, potem si mislim, da sem mladost verjetno še toliko manj. A si odpočil od nedelje, a se kar vse skupaj drži? Cel teden se že leče, tako da... Kaj pa naročniki, kakšne strehe čakajo? Je zdaj več. Vsaj, ob Srebru pa seveda naročniki razumejo, kot razumem mi zdaj na vse te nasmehe in dobro voljo. In ob takem večeru, ob takem sprejemu je prav, spoštovani gospe in dragi gospodje, da tudi vse moštvo, vsi, ki so zdaj z nami na tem odru, vidi, kako ponosni smo bili Slovenci na to srebro. In kako je v nas vihrala zastava, tega ne moremo pokazati. Kako zavihrajena velika zastava v Vodicah, bomo pa pokazali zdaj le vsem nam na odru in vsem vam. Tule je namreč zastava, ki ima za seboj eno krasno športno slovensko zgodovino. Zastava, ki je bila priča mnogim uspehom tako slovenskih ekip, kot mnogih posameznikov na evropskih, svetovnih prvenstvih, tudi menda že na olimpijskih igrah, in je zastava, ki lahko prekrije slabo voljo, tudi sploh ni. Zastava, ki bo prekrila naše navdušenje, pa žvahta, vse zdaj ostane pri sorodnikih. Tole, pogledajte, je pa naša lepa, čudovita slovenska zastava, ki je zavihrala tudi v nedeljo po Srebru Žana Kranjca in bo vihrala v naših spominih, ne verjamem, tudi v spominu občine Vodice, zavedno zapisana vse častne, zlate, srebrne knjige vodiške občine. In vriskov! Z nami je srebrni olimpijec Žan, srebrom, ki ga je prinesel iz domov v kdo? Žan? Bravo, Žan Kranjec, naj se tole res ponavlja, naj bo tole pogosto večer, ki se bo ponavljal tudi v Vodicah in okrog krasno slovenska zastava in samo še nekaj manjka po dobri slovenski navadi. Ja, kakšna kapljica ob takih priložnostih, najbolje pride penina. In tudi zato so poskrbeli organizatorji, imamo tule nekaj, kar bo prav prišlo, zdajle, za fotografe, ker je steklenica čudovita. In potem še za nekaj takih, ki bodo lahko zapeli. Kolikor kapljic, toliko let, Bog nam daj na svet živet. Živijo, živijo, živijo na svet. In mu kličemo bravo, a ne da kličemo mu bravo! Še enkrat, bravo! In iskrene, bravo Vodice, bravo Žan Kranjec. Hvala lepa vsem skupaj in vsakemu posebej, kot velja tudi za vsa moštva. Jasno, tako Žan Kranjec, in jaz bom zdaj izkoristil priložnost, tako že rečejo, predno pride gneča, pa se vem, da smo že stari za take hece, ampak če bom znal tole kamero obrniti, bom sam tole kar izkoristil. Žan, smem, krasno. Z nami je Žan! Hvala lepa, Žan, tudi za tale selfie, taki, da še ne. Srečno, vse dobro na vaši poti. Žan Kranjec, ki mu bodo zdaj pozdrav. In seveda, za vse dobro naprej, igrali člani ansambla Saša Avsenika. Žan se iskreno, slišali ste ga, zahvaljuje, a ne Žan, še ena hvala lepa vsem, ki so res z nami nocoj. Ja, še enkrat hvala vsem, zelo sem hvaležen, ki me prišli pogledati danes in si bom zapomnil za spos. Hvala. Zagotovo tudi vi, pa še mi še enkrat povemo hvala, recimo Žanu, Žan, iskrena hvala lepa. Smrtili so mi ustali,